In smo nazaj, z mano še vedno dr. Kastelic, mi nadaljujeva s hipotetičnimi situacijami, v katerih jaz ali pa eden od mojih kolegov sprejemamo slabe odločitve. Zdaj, naslednja situacija je, en modelček mi ponudi sladoled. In najprej sem malo zmeden, zato ker pač sladoled v obliki tablete, kaj je to, ampak smo v letu 2018, hrana gre počasi v kapsule, jaz pojem to tabletko, ki se imenuje sladoled. Kaj se zgodi? To ni sladoled, to je sintetična droga, nevarna. Pri teh tabletah nikoli ne veš, a je res to, kar kupuješ. Velikokrat ljudi tudi probajo, pa sploh ne vejo, da se jim bo kaj zgodilo, ali pa prav raziskujejo, kaj se jim bo zgodilo. No, tudi ta sladoled, kadar je ta prav, to 3-MMC, spada med nove psihoaktivne snovi. To so tiste, ki pogoče niso prepovedane, pa se vsem proizvajajo, pa jih proizvajajo Kitajci, pa Indijci, pa jih dajo seveda, da bi zaslužili na črni trg. Nabav se jih dostikrat na internetu, ali ti jih nekdo da, stvari so poceni. Zopet tak občutek povečane energije in lahko občutek zopet dobre povezanosti za okolico. Občutek ni dolgotrajen, tak človek je čez uro pa pol, 2 ure lahko popolnoma v redu, kot je bil prej. Dobro, zdaj ta zadeva, ki jo vzamem, je premočna, začenjajo se dogajati čudne stvari. Kaj se mi začne dogajati in kako lahko to ustavim? Ja, zdaj, če bi bil res 3-MMC, potem najbrž se ne bo kaj drugega dogajalo. Sem pa rekel, vedno je lahko primes, vedno, ker je to dostikrat tudi ilegalna proizvodnja, procesi ne stečejo do konca, noter so še neke stvari, ki so bile v razvoju. Prvič je treba paziti, vedeti moraš, kaj vzameš. Če že misliš, da moraš vzeti nekoga, ki ga mu zaupaš in ga poznaš, če je to skupina več ljudi, nikoli ne vzamejo vsi, najprej en proba. To so taki, bi rekel, na prvi pogled dvolični nasveti, kajti osnovni nasvet tega ne počni. Ampak če že misliš, da to počneš in moraš delati, delaj to vsaj na tak način, da bo bolj varen. Torej, pričaj se, vedi, kaj je noter. Preden gremo na naslednjo hipotetično situacijo, meni se vedno zdi zelo nenavadno, da bi nekdo vzel drogo, kljub temu, da se zaveda, kakšni so škodljivi efekti. Zakaj se vam zdi, da mladina ali pa kdorkoli, da vzame neko drogo? Zakaj nekdo prvič proba? Ja, prvič je problem v tem, da so vsi prepričani, da se to njim ne more zgoditi. Da postanejo odvisni. Da bojo stvar obvladali, da kakšnih zapletov ne more biti, da to itak vsi počnejo, pa ni res. Morda tisti, s katerimi on skupaj res to počnejo, ostali pa ne. Po drugi strani so ljudje velikokrat prepričani, da tega sploh ne bojo počeli, ne želijo tega početi. Pridejo v situacijo, ko so v stiski, ki jim nekdo ponudi, ki se ne znajo na drug način zabavati, ki se čutijo malo odrinjeni od skupine in potem enkrat pač vzamejo. Ponavadi zunaj še kakšen drug tak zunanji moment, kot sem rekel, ko se več stvari sešteje, potem vzamejo. In zanimivo, ta prva izkušnja dostikrat niti ni prijetna. Ko se prvič napijemo, nam je slabo, ko prvič kadimo, kašljamo, ko prvič vzamemo heroin, bruhamo. Ampak je bolj ta občutek, da si se upal to narediti, tisti, ki ti da včasih več zburjenja. Da si upal to narediti, kot drugi misliš, da počnejo. Potem šele s časoma, ko večkrat vzameš, dosežeš ta pozitiven učinek droge. Droge imajo prijeten učinek, zato jih tudi jemljemo. Torej, fajn, njim ne moramo lagati samo, kaj bo hudega. Je tudi prijetnega. Ampak, ko te stvari sešteješ in ko te pripelje ta odvisnost, vsakega skoraj pripelje tam v okužbe, na ulico, v kriminal, potem seveda ljudje ne morejo več ustaviti. Dobro, naslednja hipotetična situacija. Ena ful luštna kolegica me vpraša, če bi šel z njo na psihonavtsko potovanje. Nočem izpasti neumno in rečem ja, ampak kaj je to? Ja, to je nek polet, sliši zanimivo. Torej, vzameš stvari in čakaš, kaj se ti bo zgodilo. Lahko se ti nič ne bo zgodilo. Lahko, če si vzel snov, ki ni psihoaktivna, so tudi raziskave, že samo to pričakovanje in razmišljanje, da se ti bo nekaj zgodilo, lahko pomeni lahko to je placebo učinek in se ti lahko kaj zgodi. Znane so raziskave, so dali skupini mladih, kadi travo, ki ni bila trava, mislili so, da je trava in so bili 40-50% zadeti. Ampak tisto psihonavtsko je pa v glavnem so pa to te katinoni, to se pravi stimulansi, ki imajo pa tudi zopet lahko nek halucinatorni učinek in vidiš, kaj se ti dogaja. Misli, lahko imaš tudi privide, prisluhe in to je tisto, kar ne bi bilo zanimivo. Sam, kot sem rekel že prej, izgubiš stik z realnostjo, to je ta nevarnost tega. Se pravi, namen tega je dejansko, se pravi, namen psihonavtskega potovanja je, ti vzameš eno drogo, ne veš, kaj je in potem pač se prepustiš, kar se zgodi, se pa zgodi. No, lahko tudi veš, ker je tudi važen, v kakšnem razpoloženju si. Doskrat droga ni nujno, da ti bo dala samo neke dobre občutke. Če si zamorjen, če imaš itak težave, zaskrbljen, te stvari tiščijo, nosiš v sebi, se ti lahko to
poglobi. Prav tak bad trip se včasih rekel, panika se ti poveča in lahko so te izkušnje tudi zelo neprijetne. Okay. Še zadnja situacija, ki je bistveno drugačna od vseh ostalih. Sem v fitnessu, veliko telovadam, zelo športam, ampak rad bi postal večji, pa ne gre. En kolega mi ponudi steroide, jaz ne vem, kaj je to. A so steroidi tudi droge? Absolutno so droge, pa ne zato, ker so prepovedane njihove, ampak zato, ker so nevarni, ker povzročajo številne zaplete. Steroidi ne samo pomagajo pri rasti mišic, povečajo agresivnost. Povečajo agresivnost tudi negativno v smislu. Pozitivno v tem, da če si nek eksplozivni športnik, kaj skakavce v višino, nekje, kar rabiš hitrost, se tudi to pove. Ja, jezen in se ti to poveča. Ampak negativni učinki steroidov, prvi so to stvari, ki zelo na kratek rok delujejo, drugače pa cel kup zapletov. Od, da se ti povečajo prsi, da izgubiš lase, da si impotenten, da imaš težave z, kot sem rekel, z erekcijo, sploh željo. In tudi veliko, bi rekel, avtoagresivnega vedenja. Ta agresija, ki jo povzroča, ni nujno, da jo obrne sam na druge, lahko tudi vase obračaš. Se samo poškoduješ, porežeš in tako naprej. In se ti to sploh ne zdi nevaren, ker to presojo nekako izgubiš. V bistvu več ali manj vse te droge so zdaj nekako na ta način. Je nek dober občutek na eni točki, ampak posledice so pa vedno to grozne, da recimo, ne vem, pri fitnessu jemlješ steroide, zato da bi bil bolj nabildan in pa na eni točki se ti pač, ne vem, skrčijo se ti moda, ne moreš več seksati brez lasi, noben noče s tabo seksati, pa ne nekaj narobe spleše s temi ljudmi. Ampak tako, ker si agresivc, pa sem noben tam... Ja, ampak že itak je problem v tem, da pravzaprav očitno s sabo ni zadovoljen. Vse je fajn, da na sebi delaš, ampak da moraš toliko pretiravati. Mi imamo cel kup ljudi, ki sicer tudi droge pustijo, ampak se prekomerno nabijajo v fitness in tako naprej. Prav obstaja pojem te bigoreksije, to je pada med motnje hranjenja, ko tudi nekontrolirano ljudje jejo tudi druge proteine, pa potem samo zbijajo težo. Tako huda preokupacija rata s tem, da je to že neka nekemična odvisnost, kajti če ti se ukvarjaš vse čas sam z nečim, je to tudi že odvisnost, tudi če sploh ne jemliš psihoaktivne snovi. Dobro, zdaj meni je zmanjkalo hipotetičnih situacij, ampak zdaj, če imate vi še kakšno hipotetično situacijo, dajte nam jo napisati v komentar, pa vam bomo odgovorili, kaj se takrat zgodi. Zdaj pa dr. Kastelic ima še par vprašanj v zvezi z miti povezanimi z drogami. Zdaj, ta prvi mit, ki smo ga najdli na Drogart strani, odvisnost je zgolj stvar volje. A to drži in ne drži? Tisti, ki parkrat vzame, pa preizkuša, pa malo, tisti ponavadi ni odvisen. Čeprav lahko ti tudi že prvič, ko vzameš, stvari zapletejo in so lahko posledice hude. Drugače pa to, telo ni navajeno na take snovi, ni narejeno za take snovi in zelo hitro pride do možganov nekih sprememb. Najprej na nekem kemičnem nivoju, pa tudi čisto na nivoju strukture organa, možgani. Če nek organ, to so zdaj možgani, tako kot srce, pljuča, jetra, deluje narobe, deluje drugače, rečemo temu v medicini odvisnost. Ampak to ni samo, ta odvisnost ni samo bolezen ali pa kronična bolezen, ki se slabša, če je nazdravaš, ki se ponavlja, tudi če spostaviš abstinenco, to je tudi življenjski stil. Ni pomembno, da sam nehaš, ker ti ljudje, ki samo nehajo in ne rešujejo svojih drugih problemov, svojo psiho, s svojimi bližnjimi, s svojimi, svojimi zaposlitvijo, šolanjem in tako naprej, bodo prej slej spet začeli imati. To se pravi, tako kot vsaka kronična bolezen od astme, visokega pritiska, depresije, ni samo bolezen, ampak tudi življenjski stil in treba tudi to spremeniti. Da pa to lahko spremeniš, je pa enkrat pride do tega, da se vpraša tudi, zakaj služim, kaj je smisel tega, kako bi rad živel. Prej slej pride tudi ena, rekel, bolj duhovna komponenta. Naslednji mit, naravne droge so manj škodljive od sintetičnih. Posebej mušnica ali pa volčja češnja, to so popolnoma naravne stvari, pa so smrtno nevarne. Tako ta izgovor naravno, kemijsko proizvedeno sploh ne stoji. Tudi, ko se te nove prepovedane substance oziroma nove psihoaktivne substance oglašajo, na internetu se oglašajo kot neka kopalna sol ali kot neko gnojilo ali kot hrana za živali in to vedno zato, da se lahko seveda naročajo in potujejo po svetu in se vedno v tem smislu smatrajo kot naravne, govori, da so naravne. Ne, niso naravne in ni to zelo pomembno. Ali je naravna, ni naravna, ponavadi je to samo neka kamuflaža, kako stvar narediti v bio času bolj privlačno. Dobro, zdaj omenili ste gnojilo. A se ljudje zadevajo z gnojilom?
Ne, to ni za tisti, ki kupijo, že vejo, kaj so kupili. Samo njihovi starši vidijo, da je kupil hrano za papagaja, za neke ptiče, da je kupil kopalno sol. To se prodaja zato, da ne piše droga. To je bilo pa skozi bolj nenavadno bi stvar postala, da kupiš kopalno sol in kar naenkrat si v kopalnici pa snifaš kopalno. Ja, vse malo tako zgleda, lahko tako malo zgleda, tudi kakšni umetni, bi rekel, sintetični kanabinoidi in tako naprej. Lahko včasih v tako obliko priredijo, da zgleda bolj naravno, ali sam pošpricajo, sam dodajo zraven. Dobro, še zadnje vprašanje oziroma še zadnji mit. Če začneš uporabljati marihuano, boš slej ko prej končal na heroinu. Ne, torej, če začneš neko drogo imeti, vsako drogo se da nehati. Jaz tega ne bi počel, če ne bi verjel, da se da te stvari spremeniti, prekiniti in da so uspehi lahko dobri. Sam moraš se zelo potruditi, to ni ti zdaj sam volja važna, rabiš tudi pomoč, zato jo se ne izogibaj in jo poišči. Res je, da večina ljudi, ki jemlje heroin, čez 90%, je začelo z marihuano. Jaz sem napisal v eni knjigi svoji, že dolgo veliko to povedal, da kdor vozi motor, zna vsak tudi kolo voziti. Če pa voziš kolo, pa ne znaš motorja voziti, ni rečen. In tukaj gre pravzaprav za isto. Je pa res, da je lahko marihuana so vstopna vrata za druge droge, ampak to ni edini razlog, da smo mi tako zaskrbljeni zaradi porasta uporabe marihuane. Marihuana sama, ne da greš na druge droge, ima lahko cel kup zapletov na psihičnem nivoju, jemljeti voljo, jemljeti energijo, ustvarjalnost, ambicije. In to je za enega mladostnika, kaj ti ljudje večinoma začnejo to imeti mladostništvo v 15, 16. In nekdo, ki tako zgodi to začne imeti, zamuja, priloža svoje odraščanje, potem v odraslosti nadaljuje. V bistvu imamo danes ljudi, ki nikoli v življenju od svoje pubertete naprej niso bili trezni. In seveda to pa je potem problem. In v tem smislu, pa tudi zdaj, kaj je toliko propagiranja in tudi že legalizacija v katerih državah, da se že jasno vidi, da če je marihuana legalizirana, poraste število resnih prometnih prekrškov in prometnih nesreč na marihuani. Mi ne rabimo še ene droge dodatne, dovoljene imamo z alkoholom in tobakom več kot preveč težav. Dobro, zdaj mogoče še za naše gledalce, preden zaključiva, če ima kdo probleme z odvisnostjo oziroma če pozna koga, kako je najlažji reševati to zadevo? Verjetno se prva soglasijo. Ja, zdaj lahko se začne starši pogovarjati, če imaš toliko poguma in tak dober odnos. Sam tisti, ki ima tako dober odnos, pa tako ponavadi, ko pade v odvisnost, tudi začne to prikrivati in eden od njih znakov tega je. Mi smo vedno odprti. Naš center za zdravljenje odvisnih otrok, tlele na Zaloški oziroma Grablovičevi, mi nimamo čakalnih vrst. Se naroči, se pokliče, boš, da se pokliče. To se pravi Center za zdravljenje odvisnosti na Grabloviči ulici. Drugače imamo po Sloveniji eno mrežo 21 centrov po zdravstvenih domovih, kjer tudi lahko ljudje dobijo tako pomoč. Tudi na internetu odgovarjamo. Želimo, da ljudje pridejo k nam. Eni pridejo sami, eni prijatelji pripeljejo, eni starši, eni žal že v hudih težavah. Center za zdravljenje odvisnosti, najboljša reklama je to, da ste brez čakalnih vrst. Tako da pojďte sam pogledati. Brez napotnice tudi. Brez napotnice, sam pojďte pogledati. Super, najlepša hvala, dr. Kastelic. To je bilo vse.